Pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. V današnji oddaji bomo govorili, kako se tipičen gradbenik, projektant spopada z BIM-om. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. No, danes bom pa jaz napovedal gosta, glede na to, da z veseljem pozdravljam danes svojega sošolca iz fakultete. To je David Vesnaver, direktor in projektant podjetja EEP. Pozdravljen, David. Pozdravljen, Robi. Pozdravljen, Matevž. Pozdravljen. No, David, danes sva te povabila v oddajo zato, ker sem slišal oziroma sem naletel na en blog, kjer sem videl, da se ti lotevaš BIM-a, kar je zelo zanimivo, glede na to, da si gradbeni konstruktor. Pa preden začnemo spet o BIM-u, a lahko prosim se v kratkih, v par stavkih opišeš, poveš kaj malo sebe, kaj počneš. No, jaz se včasih o sebi malo pohecam in rečem, da sem nepoklican arhitekt, ker vse življenje do faksa sem hotel biti arhitekt. Pol pa me je usoda preusmerila na gradbeno. Pa mi ni žal, ker sem itak bolj tehničen tip, pa mi je bolj kvadraten, bi temu rekel. Tako da mi statika zelo leži, tako da sem leta 2003 zaključil študij v Ljubljani in malo zatem začel delati v Trstu. V nekem biroju v sodelovanju z enim drugim gradbenim inženirjem, ki sicer ni bil toliko usmerjen v samo statiko, ampak je delal malo vse in potem meni prepustil ta del, tako da sem se v to specializiral in po parih letih še odprl svojo firmo s sedežem v Sežani, z vizijo, da bi nekako sodeloval na širšem območju Italije in Slovenije. Zaradi tega tudi tako ime EEP, kratica European Engineering Project. In tako se je šlo naprej, vedno sem bil nekako osveščen z novostmi, da mi je pripeljalo do BIM-a. In se s tem zdaj ukvarjam zadnje 2 leti. David, če te lahko jaz malo prekinem, moram v bistvu reči, da sva po moje kar sorodne duše. Jaz sem tisti sfaliran ne arhitekt, kaj šel delati sprejemce, pa jih ni naredil. Pa je pristal na gradbenem faksu, pa meni tudi ni žal. No, še dobro, da imate mene v oddaji, ko sem pa vedno vedel, da bom gradbenik, nikoli nisem razmišljal, da je bil arhitekt tak, da kot proti vtečevo. Ja, Robi, mogoče si imel ti smola, zaradi tega, ker ni bilo sprejemcev na gradbenem, pa mogel v bistvu kam drugam zajadrati. Ravno tako sem jaz nisem bil sprejet na arhitekturo, sicer sem bil sprejet pa na arhitekturo v Trstu. Ampak sem se pol na koncu odločil za Ljubljano. Lepo. Prav si se odločil. Čeprav poznam tudi nekaj arhitektov, svojih sošolcev iz srednje šole, ki mislim, da je v prvem poskusu na sprejemcih naredil samo eden. Mislim, da imam pa 4 ali 5 arhitektov svojih bivših sošolcev, ki so sicer pol tele sprejemce naredili tako, so bili že v 3. letnik upisani, pa še zmeraj nisem imel sprejemnega izpita narejenega. Tako da je vse možno, ne? Omenil si BIM, ampak 2 leti nazaj, da si začel s tem, v bistvu sem se spraševal, ker mislim, da si diplomiral še v času, ko ni bilo takšnega BIM booma, kot se čuti v zadnjih nekaj letih. Kako je sploh prišlo do tega, da si kje si se sploh srečal z BIM-om kot takšnim, da si videl, to je pa nekaj tazga, kar je treba prijeti? To se je začelo tako. 2 leti nazaj sem malo začel gledati tudi, začel razmišljati, da mogoče bi lahko imel kako izkušnjo v tujini. Pa gledal razpise,
ki so bili za prosta delovna mesta nekje po okolju, in vsi so imeli kot pogoj znanje tega čuda, ki meni ni bilo sploh znano, in potem sem se začel sam zanimati in prišel do tega, da je to, kar iščem, kar mi je nekako manjkalo pri sebi, da bi se zrealiziral. Iskal sem neki natančno orodje za projektiranje in zdaj vidim, da je mogoče to, kar je. Aha, se pravi, pri tebi ni prišla pobuda za projektiranje v BIM-u od investitorjev ali pa od drugih projektantov, ampak si dejansko ugotovil, da obstaja potreba po uporabi BIM pristopa v praksi v tujini. Ja, tako, ja. To je bilo res v tem smislu, ker nobeden mi ni prej o tem nič govoril. Potem sem se začel malo izobraževati sam, pa sem rekel, moram se iti naprej okrog s časom. In zato sem tudi sam začel kot samouk in sem tu zdaj, kjer sem. Mislim, to je zelo, zelo pohvalno, da si se potem sam lotil. Ali si to čisto na lastno pest, ali si mogoče uporabil kakšne izobraževanja, ki jih ponujajo tudi v Sloveniji določeni ponudniki, ali to res čisto iz knjig, iz interneta, kako je to potekalo? Tako, v prvi vtis sem šel na uvodno delavnico na CGS-u, da sploh vidim, kaj je to. Po tistem pa sem nekako začel sam raziskovati preko interneta, videe in karkoli ponuja sam splet, in se s tem sproti izobraževal in se še vedno izobražujem od projekta do projekta. Je vedno nekaj novega, ki se naučim. Če mogoče se na tole izobraževanje malo navežem, po tvojem mnenju je v bistvu to pač uvodno izobraževanje, ali je možno v bistvu dobiti en tak, recimo, dosti izdelan enega strokovnjaka za delo z BIM-om, ali pa ki obvlada proces BIM-a, tako da ne gre skozi neko formalno izobraževanje, nek študijski program, ki je dejansko temu namenjen. Ali smatraš, da so v bistvu taka, recimo, dosti fokusirana neka predavanja, pa potem pač praksa, ki jo prinese delo na teh projektih, v bistvu nekaj, kar je dosti primerno za v bistvu pač izoblikovati enega tazga nekoga, ki pač v praksi dela z BIM-om? Za prvi stik je to nekako dovolj. Sicer je vse z lastnih izkušenj predstavljeno na zelo enostavnih primerih, ki pa v praksi jih ni. To je nek idealni primer, ki se nikoli mogoče enkrat na 100 primerih lahko sreča. Drugače pa verjamem pa, da če imaš eno daljše izobraževanje, daljše neke, ko bi temu rekel, najbrž bolj formalno, neko formalno izobraževanje že na nivoju poteku študija, je to velika prednost, ker se malo že veš, kaj te čaka, pa imaš neke korenine, kjer lahko začneš se poglabljati iz primera na primer. No, to je vedno zanimiva tema, tudi o tem sem govorila tudi z drugimi gosti, pa bi tudi tebe vprašal, a misliš, da je res naloga fakultete kot neke entitete formalnega izobraževanja, da izobražuje svoje študente o uporabi BIM orodij? Ne mislim to na splošno, pa recimo da imajo nek pogled pa znanje o tem, kaj ta orodja omogoča, ampak a je naloga
fakultete, da izobražuje svoje študente v konkretnih orodjih, ne vem, Revit, Archicad, Alplan, kako je tvoje mnenje o tem? Mislim, da bi mogel vsaj neke osnove pridobiti, ker zdaj sem v zadnjih 2-3 mesecih iskal ljudi, ki bi znali uporabljati orodja. 2 meseca nisem dobil nobenega odgovora, ki sem dal kot pogoj znanje pač Revita. Potem pa se mi so javili par, ampak z čisto samouki. In sem si mogoče pričakoval malo več iz tega vidika, da bi dobil vsaj malo več izbire. Tega ni bilo. Nič zato če mora biti samo neka volja iz strani študentov, nisem fakulteta, ampak tudi sami zase neka volja, da bi se izobraževali v to smer. Ker je to, mislim, prihodnost. No, ampak recimo, če nadaljujem to svoje vprašanje, ti si postavil, pri tem, ko iščeš nove kadre, si postavil pogoj znanje Revita, ne? Če si predstavljaš, recimo, ena druga firma, kako drugo podjetje bi dalo za pogoj znanje Archicada in čisto upravičeno bi lahko pričakovali isto, kot ti praviš, da bi vsaj neke osnove ne poznal. Potem imaš eno tretje podjetje, recimo, ki bi želeli Alplan. Potem neko četrto, ki bi želeli kaj, ne vem, Rhino ali pa ne vem, nekaj takega, ne? Mislim, ni možno, da pokrijemo ves spekter teh BIM orodij na fakultetah. Ne? Se pa strinjam, da neke osnove, neko zavedanje, kaj obstaja, pa študenti morajo dobiti, ne? Potem od tam naprej je pa odvisno od njihove samoiniciativnosti. In morda, če ne dobiš kadrov, ki bi vedeli karkoli o tem, ne, je mogoče to en odraz tega, kakšni študenti zdaj v teh časih so. Ne vem, razmišljam mogoče na glas, pa me zanima tvoje mnenje, pač, ki imaš pogled iz prakse, jaz pa pač pogled iz druge strani. Kaj meniš ti o tem? Ja, zadnje čase tako opažam, če primerjam sebe in generacijo, mojo generacijo, pa zdajšnjo generacijo, je neka se najde manjša volja do tega, da bi se tudi kaj sami naučili. To je tudi samo moje razmišljanje. Dobijo se tudi taki svetli primeri, ki pa res te presenetijo in so res dobrodošli. Ker tako, učiti se mora nekega študenta, da je sam več ali manj postane v kratkem času, ne vem, v obdobju 6 mesecev že samostojen. To ni ne fakulteta, ni nič, to je sama volja ljudi. Ja, se mislim, da se tle vsi strinjamo, ne. Jaz mislim, da je dejansko problem študentov, da pa ni problem študentov, v bistvu mislim, da je celoten šolski sistem postavljen nekoliko napačno oziroma pač ni prilagojen pač dobi, kjer se vse te običajne stvari praktično ne nauči več, oziroma pač se jih ne memorizira, v bistvu se jih ne nauči več na pamet, zaradi tega, ker vedno zgooglaš nekaj, karkoli že hočeš vedeti, ne. Je pa nekako zanemarjen, se mi zdi tisti del nekega razmišljanja, pač zavedanja, kaj imaš, kaj bi sploh rad. In mislim, da je Zrobjan to, kar redno opažava tam pri študentih, da jim dejansko oni sami pričakujejo, da jim praktično vse serviraš, da jim daš postopke, kaj morajo narediti, kaj morajo pritisniti. In če tega ne narediš, potem pač ne pride dlje kot do prvega klika. In razen jasno svetlih izjem, ne. Te se vedno najdejo, kar je zelo pohvalno. Problem je samo tem, da jih
Včasih se mi zdi, da so te študente, te svetle izjeme potegnili za sabo še nekaj študentov, zdaj se pa v bistvu niti to več ne zgodi, se mi zdi. Ampak se zelo zase skoraj izločeni od nekega tazga normalnega študijskega procesa. Ampak mislim, da smo zajadrali zelo daleč v neke izobraževalne vode, ker mogoče ni ravno tema za danes. Bi pa v bistvu zato mogoče, razen če ima kdo kaj za dodati, ne? Ne. Se strinjam, da smo malo zajarili izven. Ni nič narobe s tem, ne? Na vsak način, ampak ne bi želel, da smo tako pesimistični. Ne? Ni to, nismo pesimistični. Gledam v prihodnost zelo dobri luči. Jaz mislim, tako kot si rekel, da si dal pač ven razpis oziroma si iskal nekoga z nekim specifičnim znanjem. Jaz sem že dostikrat pač precej podcastov tudi na temo agilnega managementa in recimo takih startupov in podobnih stvari preposlušal. In to, kar večina teh pravi, je, da ti ne zaposluješ ljudi na neko specifično delovno mesto, ampak ga zaposliš zaradi njega samega, ne, njegovega značaja, delovnih navad in podobnih stvari. Vse tiste stvari, kot je naprimer znanje Revita, to v bistvu ga pošlješ na izobraževanje, če 14 dni bo nazaj prišel z popolnim znanjem Revita in imaš pa v bistvu potem človeka, ki ti dejansko ustreza, karakterno tudi, ne? S tem, da si ga pač izobrazil v tisto smer, ki ga ti hočeš. Ker samo pač pomeni, da namesto da se ukvarja z njim, kako ga boš naučil razmišljati, ga pač dejansko naučiš nekih pač recimo takih spretnosti ali ga pa daš na neko izobraževanje. Ne? Tako da samo obratno zadeva. Mislim, da je to boljši način kadrovanja oziroma pač izbiranja sodelavcev. Se popolnoma strinjam. Se več ali manj vedno vzame ljudi, ki so tebi podobni. In pol je veliko lažje z njimi delati, kot pa da dobiš enega, ki ima že vso znanje, pa ne da. Ja, ti pač ne ustreza pač način njegov. Ne? Ok, eno recimo temu vprašanje za naprej. Ne? Pač si na Primorskem, blizu Italiji, delal si nekaj časa v Italiji. Kako pa v bistvu nekako vidiš, pa pustimo zdaj BIM na stran, v bistvu, kako vidiš to, ne vem, in strani naročnikov v Sloveniji in Italiji, kaj so prednosti pač pri nas oziroma v Italiji, kje se bolj splača delati konec koncev. Pa ne mogoče niti ne nujno samo z finančnega stališča, ampak tudi sicer, kje so stvari urejene, kje se ve, da boš dobil dejansko plačan tisto, kar boš naredil in tako naprej. Tu mogoče ti bo mogel malo razočarati, ker je situacija zelo podobna glede iz tega vidika. Gledam pa, da so obstajajo neke razlike glede samega poznavanja poklica gradbenika, statika v Sloveniji in v Italiji. V Italiji se naročniki točno vedo, da za vsako minimalno zadevo morajo poklicati nekega strokovnjaka. In zato je v praksi mogoče manj zapletov in manj reševanja nekih situacij kot v Sloveniji, ki pa včasih se mi zgodi prav to, da rečem, saj mi statika sploh ne rabimo. To je malo spoštovanje stroke je malo drugačno.
In z tega vidika tudi vleče plačilo, ki se mi pozna v tem, da je malo boljše. V Italiji sicer pa se razlikuje po območjih, kjer delaš. Če si blizu kakih večjih mest, centrov, je razlika od tega, če pa delaš nekje, rečem tu v bližini mene, Trstu. To razlike v samem konceptu dela pa jih ni, tudi v sami birokraciji, pripravljanju dokumentacije ne vidim takih razlik. Mogoče je v Italiji še malo bolj zmedeno, kot je v Sloveniji. Saj tu se pripravi neke mape, v Italiji pa tega ni. Je vse malo prepuščeno nase, ampak se ve, da da je vsak objekt, ko je izračunan iz stvari, iz statike, ima revizorja, kar pa to se zgodi za vsako stvar v Italiji. Naj se gre to za majhno lopo ali za karkoli. Se mi zdi malo večja kontrola po tistem, kar se sprojektira, ker se tu malo opustilo, kar iz mojega vidika ni dobro za določene primere. To bi bile neke razlike iz plati BIM-a, pa tako sem bil pa letos marca na eni konferenci v Veroni, pa tam sem srečal par arhitektov, pa sem malo spraševal, kakva je situacija v BIM-u. In si predstavljal, da je malo bolj razvito kot v Sloveniji. Ampak glede tega ni njih tako, kot sem si mislil. Je stvar bolj skoncentrirana na dveh velikih centrih, Milanu pa Napoli. Mogoče tudi zaradi tega, ker tudi same univerze dajo se malo bolj skoncentrirajo, tudi kot predmeti. Drugo je pa prepuščeno tako, samo inicijativi. To, kar se tudi zdaj v Sloveniji dogaja, iz vidika normativ, se je takrat govorilo marca, da naj bi novembra v Italiji bilo sprejeto obvezno projektiranje po BIM-u za javna naročila, pa nimam novice, da bi bilo sploh še. Tako da je vse v enem razvoju, bodisi v Sloveniji kot v Italiji. No, moram priznati, da malo me preseneča. Vsi trije smo bili zdaj na tej zadnji CBIM konferenci, pa smo imeli priložnost spoznati goste iz Avstrije. In tam se mi zdi, da je to predvsem bolj razvito. Zdaj pa ti praviš, pa, da je v Italiji zelo podobno kot v Sloveniji. Tako da očitno so razlike tudi v tej naši bližnji okolici zelo velike. Madžari so zelo aktivni, če ne drugače zaradi Graphisofta. Avstrijci tudi smo slišali, da so, za Hrvate žal ne vem. Italijani pa pravi, da so približno na našem nivoju, tako da je zanimivo. Jaz bi te mogoče vprašal, če se zdaj nazaj malo vrnemo na tvoje dojemanje BIM-a, bi te vprašal, če ti ta uvedba BIM pristopa, če je kakorkoli vplivala na tvoje delo. Mislim, to že vem, da vpliva na tvoje delo, ampak kako vpliva imela recimo na hitrost, na kvaliteto, na sodelovanje z drugimi projektanti, investitorji. Če bi lahko to malo pokomentiral, pa povedal, ker mislim, da bo to več ljudi zanimalo. Vplivalo je zelo pozitivno. Priznam, na začetku je šlo zelo počasi in se rabil malo več cajta, kot sem prej, ampak zdaj po enem letu vidim prednosti predvsem v tem, da če so neke korekcije, je možnost napak manjša.
Ker prej, če na večjih objektih, ker sem jih projektiral, če sem mogel prej kaj popraviti, sem mogel preseneto pazljiv biti, da sem povsod popravil. Zdaj pa tega razmišljanja nimam, mi je olajšalo v tem smislu in predvsem v sami kvaliteti izdelka vidim prednost. Je to, kar sem stremel in iskal že dolga leta, ker nisem se čutil popoln z izdelkom, ki sem ga dal ven. Trudil sem se, da bi bil čim bolj natančen, čim bolj dodelan. In toliko, ko sem trudil in časa, zapravo zato nisem dobil tisto, kar sem hotel. Zdaj pa v BIM-u dobim to, kar si želim. Neko čistost, neko enostavnost, razumljivost in stvar. Se mi je že na samem gradbišču, ko sem dal to izvajalcu, rekli, da gleda to, da je rešen vsak detajl, ker je zgrajeno na samem ekranu, to, kar je pol zgrajeno v resnici, so se procesi gradnje skrajšali. Ker nimajo več sami izvajalci za razmišljati, kaj bojo naredili, imajo že vse pripravljeno in lahko vprašajo in dobijo takojšnjo informacijo. Te so bile moje prednosti, ki jih vidim. In strani investitorjev ni še, so nekateri, ki priznajo, da je BIM neka velika prednost, pa to govorimo o večjih, bolj osveščenih podjetjih, kjer imajo že neko znanje za samega investitorja, kot je za eno majhno hišo, njemu je vseeno, kako to izvedeš. Je pa res, da sem končno tudi glede same povezave in podvajanja dela se je stvar skrajšala, ker sem dobil par arhitektov, s katerim sodelujem in smo začeli zdaj na par projektih delati in izkoriščati na polno potencial BIM-a, da ni tega podvajanja, da prekontrolira on prej, kar sem jaz naredil, pa uspel rišek sebi, jaz pa isto, da prekontroliram, imamo vse na istem modelu, vse narejeno, vse razvidno in je tudi na gradbišču se pojavljajo manjše napake. Mogoče se ravno tega zadnjega dotaknem. V bistvu rekel si, da se deluje z arhitekti, pač s neko skupino arhitektov. Lahko mogoče v parih stavkih, recimo močkaj bolj natančno razložiš, kako dejansko to poteka, ker vemo, pač arhitekt dobi neko naročilo, naredi arhitekturni načrt. Kaj pol ti dobiš, v kakšni obliki, ali je to na isti datotekah, ali je to neka baza odzadaj. Skratka, močkaj bolj tako. Kako pol teka recimo neka revizija? Dejansko me ta proces mogoče že najbolj zanima. Ne? Recimo, da pa pač naročnik ni z nečem zadovoljen, pa je treba arhitekturno najprej to rešiti, kako pol ta proces celoten ponovno zalaufa, da ti spet v bistvu lahko narediš recimo svoj del. To zdaj v BIM-u, tako da sem lih par, dni nazaj, smo se dogovorili z arhitekturnim birojem, da bo to potekalo vse na enem serverju, da bomo imeli vsi dostop do istega modela in to lažje vidim se napake in spremembe, kot da bi si sam iskal. To zdaj poteka na bolj enostaven način. In lažje za razumevanje bodi si zame, kot za same arhitekta, ki bolj vidi spremembo z moje strani. Prej bi rekel, kako je to potekalo, je bilo več klicov, telefonskih klicov,
usklajevanja, časa za to usklajevanje se je izgubilo ful več cajta, kot zdaj, ki v BIM-u delam. David, prosim, da te prekinu. Eno stvar se mi je zdaj porodila, v bistvu pa te rad kar takoj vprašam, da ne pozabo. Skratka, ta proces BIM-a pa v bistvu peljava teh orodij nekako je vedno bilo. Zakaj je pa to dobro? Ja, zato je, da bo manj napak. A lahko recimo oceniš, koliko manj procentualno teh napak je manj, ki bi jih recimo lahko sicer pripisal neki neusklajenosti ali načrtov ali pa nerazumevanja te dokumentacije. Kaj to pomeni v bistvu? Koliko teh napak je manj? Ne vem, 50%, 90% manj? Toliko, da recimo dobimo en tak. Jaz tudi moram malo oceniti, glede to, da sem rabil ful cajta, tako odkrito povem, da dobim ljudi, ki delajo v BIM-u. Nisem, da bi lahko z njimi sodeloval. Lahko bi rekel, da je tam procentualno mogoče ocenim 20% manj, ampak se bo verjetno pokazalo s časom, da to lahko se tudi še poveča ta procent, ko bom na več projektih delal. No, se v bistvu ni, da bi zdaj te lovili za besedo, koliko procentov dejansko je. Tudi 20% je zdaj zelo velik, ker je lahko vsaka taka napaka potegne za sabo precej stroškov, precej časa, da se te stvari odpravijo. Tako da vsak procent je samo dobrodošel. Vsaka stvar šteje. Predvsem meni olajša delo, čeprav ki BIM ni samo 3D okolje, ampak je tudi 3D okolje. Prej sem si ustvaril vedno sliko v glavi in jo prenesel 2D. Zdaj sliko si ustvarjam še vedno v glavi, ampak jo prenesem v 3D in je manj možnosti, da se kaj pozabi. Mi je zgodilo, da mi je ušlo z glave nek detajl, pa ga nisem toliko dodelal, da je pol prišlo do rahlih zamud na gradbišču. So se pol reševali na gradbišču, niso se reševali že prej. No, to je ena od prednosti, ki bi jih BIM ponujal, da se stvari rešijo že prej v pisarni. Ampak mene recimo pa zanima, ta rezultat, ki ga dobil na gradbišču, je pa v tvojem primeru, če sem te prav razumel, še vedno v bistvu 2D načrt. Na gradbiščih gledajo načrte, nima računalnikov ali pa tablic, da bi gledali. Se motim? Ne, se ne motiš, je vedno 2D, je sploten list, ker ni še ta navada, ni te podučenosti, da bi lahko na gradbišču imeli računalnik ali pa tablico. Zato se skušam sam svojih izkušenj, da bi bilo to čim bolje prikazano. Tudi zdaj, ki imam orodje, lahko še zraven dam neko 3D prikaz, da se ljudje boljše predstavijo, ampak je še vedno na listu. Ni možnosti, da bi to se vrtelo pa iz raznih kotov še pogledalo. No, zanimivo, da še niso vseeno ugotovili, da bi vsaj eno tablico, vsaj kako vodja gradbišča, pa kaj imel, da bi lahko kaj pogledal. Ampak mislim, da tudi do tega še prihajamo. Ja, jaz upam, da bo, sam nadzornik bi lahko imel. Tudi nadzornik. Zdaj, povedal si že, da
da si iskal načine, da bi se lahko podočil malo v BIM-u, da si bil na nekih izobraževanjih, ampak večino je bilo to potem na tebi. Kako si potem prišel v stik z blogom BIM.si in ljudmi, ki so okoli tega bloga, ker vem, da tudi prispevaš sam svoje besedila pa prispevke na ta blog, pa se mi zdi, da tisto, kar sem bral od tebe, je zelo tako fokusirano in vedno je praktično. In v bistvu so mi zelo všeč take prispevke, ne? Ker če bi kdorkoli iskal ene rešitve in tiste, ki si jih že ti pokril, so vedno super, pa tega v slovenščini je predvsem malo. Torej, zanima me, kako si prišel v stik z BIM.si, pa kako ti kaj pomaga tudi pri tvojem delu to mreženje. To je prišlo čisto slučajno, prav zaradi mojega iskanja ljudi, s katerimi lahko sodeloval in peljal poln potencial BIM-a. In potem sem pač pošiljal naokoli neke povpraševanja, svoje ponudbe, da imam to znanje, pa da bi ga rad uporabil in pomagal drugim ljudem, da so boljši, in prišel pol kontakt z Jernejem Gartnerjem, ki mi je pol rekel, a bi ti sodeloval v tem projektu. Seveda, vse mi je meni v interesu, da podajam svoje znanje, da se vedno več ljudi s tem poduči, pa da imamo vsi večje možnosti, da bo se sam poklic šel na višji nivo in imamo vsi s tem prednost. To je tako, čisto slučaj me je pripeljal do tega. In seveda v tem je zdaj, s pomočjo tudi tega se malo krog širi. Važno je, da postaneš viden. Pol pa pride za tabo. In en način je prav to, in dober način je pomagati drugim. S tem svojim znanjem, ki ga počasi tudi sam izpopolnjuješ. To je nek moj prispevek v sam BIM-u, BIM.si na blogu. To je moj cilj. Ja, sej, v bistvu pač David, ne vem, za vse tiste, ki poslušajo tale podcast, David, a si poleg tega, jaz sem zdaj našel v bistvu samo enega, tale pač armatura v Revitu, a je še kakšen članek na BIM.si, katerega avtor si, ali je to zaenkrat edini? Še enega prej sem napisal, zakaj se statiko odloči za BIM. Aha, ja, točno, res je. Pa zdaj sem nekako se začel fokusirati bolj na praktične primere. To je bil nek prvi del, ki bo sledilo še naslednji deli, še vedno v tem delu, kako se začne z risanjem armature v Revitu, ker je to zelo obširen neka tema, ki se mora razdeliti na par prispevkov. V bistvu sam, ko sem začel brati tale članek tvoj, ti si sicer se na tisto drugo fazo, skratka izris telih armaturnih načrtov sfokusiral. Mene bi bolj zanimal tisti prvi del, ne? Ampak dobro, to sem jaz. Skratka ta računski model in pač omenil si cel kup enih programov od Robota, Skija, Midas in podobnih zadev. Si imel pač kakšne te stvari si lahko že probal ali to še čaka enkrat na druge čase? Preden sem sploh začel uporabljati Revit, sem imel na testu Midas, korejski program. Sem pa videl, da ne gre prav zlahka brez uporabe nekega BIM orodja za modeliranje. Ker je bilo zelo težavno spraviti skupaj model.
kar tako. Skratka, Je bil zelo skratka, ni ne vem, neki IFC uvozil, recimo to podlago, recimo arhitekturno, pa da bi pol ti od tam štartal pa določil računski model, ampak si mogel model kaj, kar tako iz nule zgraditi, ali kako je to? Ja, to je bilo tako, ja. Iz nule zgraditi. Okay. Drugače se mi drugi programi, vem, da obstajajo, nisem še prišel tja, imam namenu, da bi pol zbral enega, da bi z njim izpopolnil celoten proces projektiranja. Imam pa dvome, da je lahko celo uporabno direkten prenos iz BIM modela v nekaterem koli programu, ne bi se to Revit ali Allplan ali karkoli, direkten prenos na računski model. Ker ponavadi se računski modeli precej poenostavijo, medtem ko je BIM model neke zgradbe zelo kompleksen. In tudi lahko se zgodi, da so rezultati nerealni. Rabi precej korekcije. Mogoče se bo to še izboljšalo zdaj, ker vem, pa ki sem prav, je ta del še za nadaljne izboljšave. No, končno je to nekdo na glas povedal. Ja, to kar vsi vemo, ne? Bolj ali manj. Ja, no, res sem vesel, da si to na glas povedal, ker mislim, da se tudi malo preveč idealizira. Zato, mislim, to je bil en od razlogov, da sem jaz res te že zelo dolgo vabil na tale podcast, ker si mislim, da prvi stati konstrukter, ki uporablja BIM pristop, ampak tudi ti si zdaj povedal, da ta direktni prenos to še ni, ne. To bo še nekaj časa trajalo. Ja, bo trajalo, vse je stvar razvoja, sigurno je stvar razvoja. Verjamem pa, da če hočeš imeti natančno zgrajeno zgradbo na ekranu, ne more biti enaka, kot je pa nek računski model, ki ga uporabljaš za to, da preračuna statiko. Ne more vseh detajlov vključiti v račun, ker je skoraj ni to eno od nalog inženirja, ki ga jaz tako čutim, je poenostavitev. In ne vem, lahko bo pa obstaja program, ki pa me bo navdušil in takrat se bom zglasil spet in mu rekel, to je ta pravo, kar iščem. Ja, v bistvu mislim, da je pač ta proces pač razvoja teh orodij, mislim, da je kar hiter. Tako da se verjamem, da se to iz leta v leto izboljšuje. Tako da je v bistvu najbrž kar zajetna naloga v bistvu pač konstantno slediti temu razvoju. Jasno, recimo tako, ko si sam nekdo, ki dela na trgu, ki je dejansko vezan na to, da ima projekte, da dejansko stvari da od sebe pravilno zdokumentirane, izračunane in tako naprej, da bi pa poleg tega zraven sledil še celotnemu temu razvoju, je pa najbrž tudi kar zajeten zalogaj. Sam je potreben. Ja, je potreben, sigurno se strinjam, ampak se pravim, zna biti najbrž kar tako. Jaz mislim, da čutim, da imaš v bistvu to željo, to znanje razvijati. Ne? To se mi zdi kar prvi pogoj k temu, da se nekih takšnih stvari sploh lotaš. Ne? Ker drugače bolj manj čakaš na to, da ti nekdo servira tole uporab, pa naredi o tem. Ne? Ja, to je absolutno tako. Ko se srečujem s svojimi kolegi, marsikdaj so kakšni polemični. Zakaj si se sploh tega lotil? To je stvar neke splošne samoizobrazbe v področju in pogojeno s tem, kam ciljaš, kakšna je tvoja ciljna publika.
če ostajaš nekje zaprt v nekem okolju, lahko se zadovoljiš z orodji, ki imaš, ali pa če gledaš malo širše. Jaz bi v bistvu na tem mestu predlagal, da gremo naprej, zaradi tega, ker mislim, da to je kar ta prava iztočnica za priporočila. Saj tako, kot si tole zadnje povedal, David, mislim, da je to, kar si pripravil za tvoje priporočilo, skoraj izviralo tam. Ja, no, moje priporočilo je zadnji čas vedno bolj ukvarjam, kako biti učinkovit, pa čim več iztržiti iz časa, ki ga imam, pa poslužiti razlit čas tako, da je čim bolje razdeljen na vse dejavnike, ki pač ga imamo v življenju, in sem najdel eno knjigo, ki mi to odpre. Da neka navodila, kako se lahko osredotočiš na določene stvari in pustiš druge na stran. In to je pač knjiga ameriškega avtorja Brian Tracy z naslovom, ki je točka zbranosti. Ker nauči neko kako biti zbran zdaj, v trenutku, in ne trošiti od energije nekam, ki ni potrebno za to. Zanimivo, to še zdaj mene začelo zanimati. Res je, zdaj za vse tiste, ki raje kakšno takšno pač knjigo v angleščini preberejo, v bistvu je knjiga z naslovom Bullseye, The Power of Focus. To je ta knjiga, ki je pač prevedena v slovenščino, to, ki je David priporočal, tako da ne boste kakšne druge iskali. Ima pa same pozitivne ocene, no? Tako da malo na Amazonu poiščite, pa boste našli. Ja, no, moje priporočilo danes je spet o BIM-u. Jaz se zelo trudim, da vedno najdem kaj takega, kar se mi zdi, da je bilo zanimivo za naše poslušalce. In za danes sem pripravil en prispevek, ki sem ga našel na internetu, ko sem iskal neke druge stvari v BIM-u. In sicer BIM Mapping Out the Legal Issues je en tak, ni predolg, tako da ni se treba bati, da je veliko zabrati, ampak en prispevek, ki govori o tem, kakšne so pa pravne posledice uporabe BIM-a v takih gradbenih projektih. Ta prispevek je sicer že 4 leta star, iz leta 2012, ampak gre lepo skozi tistih 6 točk, ki so pomembne prav na takem BIM projektu. In meni se je zelo zanimivo, ker nekatere sploh nisem pomislil, recimo, da je treba vedeti, treba zagotoviti sledljivost odgovornosti v enih takih projektih, ki v BIM-u niso toliko razdeljene, vsaj zaenkrat ne, če se dela na skupnih modelih, ali pa recimo, da se sploh ne ve, kdo je lastnik tistega končnega BIM modela, sploh če več avtorjev in tako naprej. Tako da priporočam, če vas zanima, bo povezava na ta prispevek bo v zapiskih. No, jaz pa v mojem stilu priporočam eno audio knjigo. No, sicer knjiga obstaja jasno tudi v taki papirni obliki. Avtorica je pa Cathy O'Neil. Knjiga ima pa naslov Weapons of Math Destruction. How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. Zelo dolg naslov. Skratka, nanaša se pa na številne algoritme, ki se uporabljajo, predvsem v povezavi s temi big data, buzzwordom, skratka, velikimi podatki in velikim količino podatkov. No, in kako ti algoritmi lahko pozitivno, pa tudi v veliki meri tudi negativno vplivajo na naše življenje. No, in knjiga skozi nekaj primerov vodi skozi takšne uporabe teh algoritmov, tako da mislim, da je zelo aktualna knjiga, še posebej z razno raznimi polemikami, ki so se dogajale v kontekstu Facebooka in recimo kako je v bistvu fake data, fake news, sploh recimo en tak prevod v slovenščino, skratke pač nepravih ali pa ponarejenih novic
predvsem v kontekstu ameriških volitev. Tako da tudi na to se ta knjiga nanaša. Kaj, naslednji razdelek? Hitro vprašanje. David, si pripravljen? Sem. Okay. To je zdaj tako kot na izpitu. Ne, na izpitu bi ta 3 vprašanja vlekel, pa bi ne bi vedel, kjer ga bo najprej dobil. Ampak tle ve, kjer ga bo midva pa tako uganeva, kaj bo rekel, za katero BIM programsko opremo uporablja. Revit. Okay. No, to ni bilo težko. To ni bilo težko. Je pa naslednja je težje, tako da David pazi, kaj boš odgovoril. Kaj je BIM? A je BIM model ali je to proces? Ali je mogoče kaj 3., 4. ali 5.? Jaz bi rekel, da je proces. Jaz se tukaj sklicujem na pristranost. Mislim, da sta bila sošolca, to sta bila dogovorjena prej. Tako da to bom požaril sicer, ampak kakorkoli že. V redu, se strinjamo. No? Jaz razmišljam, da bi tudi jaz sem, kot rečeno, zmeraj depresiven, ko gledam ta graf, ker noben noče biti z mano. Da ga boš kar ukinil. Da ga bom kar ukinil, ker to nočem sam sebe mučiti. No, bom pa za zadnjo pol vprašal, kaj pa tale OpenBIM oziroma uporaba recimo standardov v tem tako imenovanem BIM procesu. To bi pa se moral malo dati po prstih, glede na to, da zdaj kako služim svoj kruh, ker sem med redkimi uporabniki Revita in sodelujem z ljudmi, ki rabijo Revit. Sem za OpenBIM, da lažje mislim, da je to v prihodnosti poprineslo neke izboljšave in lažje delo. Koliko se pa s tem dejansko srečaš v praksi? Ker v bistvu pač po pripovedovanju ali pa po recimo odgovorih, ki si jih dal, je nekako čutiti, da bolj manj, recimo, imaš nek krog ljudi, s katerimi delaš in ste bolj manj dogovorjeni, katera orodja boste uporabljali, na koncu ste se verjetno kar vsi zedinili, pa Revit uporabljate. Lažje je, ker se še vedno ni toliko izgubi informacij. Sem tudi že sam pravil z drugimi programskimi sodelovati, ki so uporabljajo druge softverje, pa nekje se je izgubilo. Nekaj se je izgubilo vmes. Malo treba še delati na tem. To mislim, da je tudi pošteno, da se pove, da vse lepo in prav, najbolj smo tudi vsi načelno za ta OpenBIM pa uporabo standardov, ampak recimo to ne dela čisto, kot bi mogli, še vedno ne. Ampak upanje ostaja. No, moram pa tudi da končamo na malo bolj pozitivni noti, moram pa povedati, da sem veliko boljši kot 5 let nazaj. Ne, to je neprimerljivo boljše, tako da na vsak način. Čez en mesec bo sigurno boljše, kot je zdaj. No, to bomo še videli, zagotovo bo pa čez 1 leto boljše. Čez 1 leto boljše bo, odlično. Ni ena skladba, ima tak naslov ali pa ima referent tak. No, kakorkoli že. Mislim, da smo... Mislim, da boš zapel. Ne, raj ne, ker bi po moje še tih 5 poslušalcev zgubili do konca. Tako da, David, mislim, da smo pri zaključku. Jaz bi se predno začnemo govoriti, kje kdo koga najde, se ti zahvalil, da si v temle prazničnem decembru vzel čas in se oglasil v najini oddaji in povedal precej zanimivih stvari iz prakse. Z veseljem, vedno je fajn govoriti o teh novostih in širiti novico o BIM-u in o svojem delu. Tako da mi je bilo zelo prijetno govoriti z vama. No in kje te lahko poslušalci najdejo? Lahko me dobijo na moji spletni strani moje firme EPDO, sicer na naslovu www.epdo.com. Na
e-mail naslov info@epdo.com. No, te stvari bomo tudi polinkali, ne, tako da poslušalcev ni treba zdaj svinčnike v roke iskati, pa list papirja. Verjetno lahko rečemo, da če se najde kak študent ali pa sveži gradbenik z zelo dobro znanim Revita, njega le kontaktira. Ja, bom vesel tega. No, mene še vedno lahko poslušalci najdejo na mailu robert@queens.net, lahko tudi na Twitterju poišče, oziroma kamorkoli vpiše moje ime pa priimek, 90% zadetkov je mojih, tako da me ni težko najti. Pa tebe, Matevž? Ja, meni je še zmeraj najlažje na matevždolenc.com. Sem pa ravno sam sebe googlal zadnje čase. Enkrat sem rekel, ker študentom vedno govorim, ja, treba imeti svojo spletno stran, zato da boš imel pač nadzor nad svojo prezentacijo v spletu. No in sem bil kar presenečen, da tele BIM pogovori še niso tako visok prelezen, so šele na drugi strani, se mi zdi, tako da bo treba malo na tem delati. No, kakorkoli že, BIM pogovori so tudi na spletu, bimpogovori.si, Facebooku in Twitterju, tako da vsem poslušalcem bi v bistvu recimo apeliral na njih, da nam kaj pišejo. Kakšen iTunes review bi lahko tudi naredili, zato da bomo bolje rangirani. Ampak mislim, da je tole več kot dovolj za eno oddajo. Tako da jaz bi se obema zahvalil, pa upam, da David ob pač enkrat v prihodnosti ste se spet slišmo in boš lahko poročal, kako kaj z novimi programi. Bom, brez skrbi, da vas bom obvestil, kdaj sem kaj testiral. Se bo tudi verjetno na blogu napisano. Odlično. No, Ga bomo držali za besedo. Točno to. No, David, lovi, adijo. Adijo. Adijo.